Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami, z nama pa današnji jutranji VIP gost, katerega sva Susko povabila, ker želiva izvedeti neko realno oceno, slišati želiva neko konstruktivno kritiko na najin koledar. In zato sva zdaj v studio povabila njega, brez dlake na jeziku in kralja koledarjev, Damjana Murka! Dobro jutro, Damjan! Dobro jutro, jaz bi popravil tvojo tezo, da sem brez dlake na jeziku, kdaj se kakšna najde. Najde se, ne? Mimogrede, povej mi, si že predstavil širnemu svetu svoj koledar? Ja, koledar je že na prodaj, zato ga tudi vidva ne bosta dobila, ne? Lahko ga pa seveda kupita. Velja. Vsako leto je razprodan in jaz mislim, da sem res najbolj kompetenten za to, da vaju tudi kompetentno ocenim, kar se tiče koledarja. Torej si pravi izbor, da si danes tukaj. Absolutno, ne vem, koga bi lahko bolj, kaj bi Wernerja poklical, ne vem. Ja, nemam pojma, kumra. Preden gremo na najine koledarje, kako si kdaj zazvonila budilka? Danes sem sred noči vstal, samo za vaju, ob 6 zvečer, mislim zjutraj. Aha, okej. In to po mojem je enkrat na let, sam takrat, ko pridem na vaše radio. Ja, ker smo na drugem koncu sveta, ne? Tako, čist na koncu sveta. Potem si imel čas narediti to jutranjo rutino. Ja, to je to, da sem vam napisal, oziroma tebi, Sandi, pravzaprav sem napisal ob 6 zjutraj, ali vse velja, in 6 pa 2 sem dobil sporočilo, a ja, danes si ti gost. A si me ti povabil? Čakaj, a je res on, ja. Pa je šlo to lepo jutro. Ja, sicer koliko časa porabiš v kopalnici? Imam občutek, da več kot naša Suska? Ne, malo. Malo. Tudi jaz malo, pa dobro. 10 minut. 10 minut? Ja, neče me. Dobro. Kaj? Koliko pa ti? Ja, odvisno, kaj delam, ne? Ali hrem šalunat, ali... Ja. Jutranja kavica more biti? Ni nujno. Ne? Ni nujno, zajtrk pa ja. Zajtrk, res? Rogliček je pa že bil. A, je že bil. Ja, sem navajen od majčka. A, lepo, pravilno, jaz tudi. Zajtrk more biti, Suska. Res je. Tako. Ker že po konci. Ja, kakšno kavico lahko ponudimo? Jaz pijem z mlekom in sem jo že ponudil, ker če bi čakal na tebe. Še dobro, da imaš tako dobro ekipo. Evo, preden končno izveva, kakšno mnenje imaš na najin prvi koledar, bomo se ogreli s tvojo Marcino. Mimogrede, kater koledar po vrsti bo tvoj letošnji? Mislim, da je 12. 12. Suska, še bova imela možnost za popravke. Damjan Murko je današnji jutranji VIP gost. Dobro jutro. Z nama pa današnji jutranji VIP gost Damjan Murko. Zakaj on, Suska? Ja, ker želiva eno tako realno oceno na najin svež, vroč koledar. In zato je tle z nami Damjan Murko. Ja, Damjan, preden ti ga, Susko, pokaževa, kaj pričakuješ? Koledar. Ja. Od koledarja. Ja, pričakujem nekaj slabšega od mojega. Okay. Ampak upam, da ste kdaj pogledala tudi moje prejšnje, da ste se učila pač od najboljših. Kaj predragi so? In nisva pošla v nakup, dobila ga nisva še nikoli. A vidva potem tudi, ko sta prodajala ti koledarje? Ne, mi dva sva zelo skromna in sva za to dobrodelnost, da ljudem širimo. No, to je lepo. Tako. Delimo jih, ja. Delimo. A kdaj bo tebe ta dobrodelna dušica spodbudila? Ja. Da bi bil dobrodelen. Po mojem, sem dostkrat dobrodelen. Ja. Ampak je pa res, da pri koledarjih mi pa res ni treba. Evo. Kaj je nujno, recimo, da mora vsebovati koledar? Malo več gole kože. Okay. Zdaj izklepam iz sebe, seveda rdeča nit Murko mora biti. Malo provokacije. Pa to, da se pri vsakem mesecu ustaviš in da ne moraš hitro prilistati naprej. To pomeni, da nekaj mora vzbujati v tebi. Vzbujati. Ja, vzbujati. Dobro, zdaj kar predaj tak najin koledar Murku, Suska. In zdaj ti kar lepo listej in mal pokomentiraj za vsak mesec posebej, kako sva se... Recimo prva stran mi je zelo všeč, ker se Suskin lepi obraz vidi, medtem ko ti ga malo zakriješ za skodelico in to se mi zdi zelo pomembno. No. Nisi prvi, ki je to opazil, da sem si prekril obraz. Ampak nič narobe, no, da se razumemo. Vse v najlepšem redu. Več je povpraševanje, ne? O, Marija, okay, no dobro, moram reči, da mogoče Suska dobro nateguje, no, na januarju, ja. Vidi se pa, da je januar, glede na to, da je posneto v fitnessu in se mi zdi, da bo Sandi še kar nekaj mesecev mogel obiskovati. Lahko tudi let. Fitness, da bo mogoče potem december, kolikor tolikor dober. No. Dobro. To bi pokomentiral res pri prvem. Ja, vempek se vidi, vempek. Ja, se to mi je tudi malo.
Ja. Malo takole. Aha, tu imamo pa februar, najverjetneje sta tukaj apelirala malo na pustne šege, a ne? In navade. In zaradi tega sta potem tudi odeta v bolj, bi se reklo temu, maske. Glej, nekaterih nosimo skozi celo leto, vidva pa samo okrog pusta, tudi to je nekaj. Vidim pa, da imata tudi označene določene... Ja, čakaj, a imaš ti na svojem koledarju označene pomembne datume? Imam 5. februar, rojstvo legende. Tako. To je moj rojstni dan, seveda, da se razumemo. Žal na našem koledarju tega datuma ni. Maste pa, kdaj se je o krofi? To pa ja. To pa ja, čeprav tebi to ni potrebno posebej označevati. Ker so krofi vsak dan. Ti en krofek. Aha, bolj pa imamo marec, sicer mi ni popolnoma jasno, zakaj bi ti njo zaročil, saj to se mi zdi po tej, ali sta to sta imela drugačne. Kaj piše spodaj? A ja. In vse tiho je bilo. Ne, največji problem je zato, ker jaz ne znam po primorsko brati. To je prav po Goriško. Ja, to je, drži 4 kantone v hiši, da drži hišo po konci. Se pravi, ženska drži 4 vogale v hiši. Marec, tako. Marec, ker je dan žena. Tako. Aha, ok, zdaj se upravičujem, res ne znam brati vašega dialekta. Drugače pa jaz, mislim, da se pa s tem moram kar strinjati. Zdaj, če moja žena slučajno posluša, ne vem, če vaš radio sploh vleče do Štajerske. Vleče mi, povsod vleče. Ja. Dajmo še na maj, mogoče. Malo več gole kože na maju, kar pa idi na maj. April, to je kar nekaj brez veze, to balerine, ne? Ja. Aha, zdaj smo pa na maju, se pravi, pijeta čajček, roštilj. Ja, tukaj se začne čevapčič, tukaj se začne... Zgoraj brez. Jaz ne vem, zakaj si ti tako zelo rad zgoraj brez in katera ti je rekla, da to zgleda apetitlik, ampak jaz bom šel naprej, ker očitno ti nekdo zelo laže. Ok, več v nadaljevanju še prej povej eno končno oceno za najin koledar. Moram reči, da presenetljivo, pozitivno, mislim, da sta ujela ta grift, mi rečemo, kar je pravzaprav zelo pomembno. In me zanima naprej, jaz bi ga kar listal. Bi ga listal, Damjan Murko bi ga listal. Evo, po kaki ceni bi ga lahko prodala? Ne bi ga pa kupil, ja, to je pa bilo naslednje. Evo, bi ga pa prelistal. Ja, bi ga prelistal. Kaj je pa na njegovem koledarju, to pa takoj po naslednji. Tudi Murko ima, mimogrede, božični hit. Božiček, krofek, ritka, kaj še? Rogliček pod Smrekco. Ko bo polnoč preč, se bo dogajalo marsikaj. Torkovo jutro, Sandi Suska z vami, z nama pa jutranji VIP gost in kralj koledarjev ob koncu leta, Damjan Murko. Ja, prav edini pravi naslovnik, da nam pokaže, nam pove realno kritiko na najin koledar, ne? Ja, zato si danes z nami in seveda zdaj nas zanimajo tvoji koledarji. Bomo tudi prihodnje leto z letnico 26 imeli po svojih pisarnah tvoj izdelek. Ja, tudi v spalnicah, ne samo v pisarnah. Predvsem spalnice, tako, pa v avtomehaničnih delavnicah in tako naprej. Tam so po moje kar zlimani ti tvoji koledarji. Ja, jaz mislim, da bi bilo treba naslednje leto malo plastificirati. Ja, da se lahko sproti briše, ne? Ja. Ali lista pa pod tušem, tudi to je možno. Ja. Rdeča nico konji. Konji! Ja, in jaz sem že na prvi strani, kot lahko vidiš, tak zelo kavbojsko naravnan. Kavbojsko, ja, tako. In moram reči, da jaz se konjev sicer malo bojim, ampak so me bili tudi oni veseli, kar tudi določene slike tukaj zelo nazorno prikazujejo. Zdaj, če gremo malo čez mesece, mogoče prva dva. Ja, na prvi sliki, da opišemo, ena velika pištola na sliki. Ena velika pištola. Puška, ja. In preden pridemo do konjev, je seveda ljubiva se na seniku. Ja, kako je že bila ta pesem? Seno. Naš producent Nec, ti všeč ta koledar? Zdaj neham motiti, kaj dela. Ne bi ga imel. Ne, si dosti takih, ki ga bojo kupili, pa te podarili. Gremo na februar, tudi harmonko znaš vleč. A znaš vleč ti? Tudi harmonko. Harmonko, seveda, ja.
Poglej, kakšni. Tako da, ja, pač zanimive so, Polenco. nekaj je, seveda, mora biti tudi malo sponzorskega narave. Ja, ne? seveda je treba tudi kaj In tudi malo zaslužiti. sponzorske narave. Ja, čak, to pa ne smem pokazati. Ojoj. Ojoj, to pa ne. Marička. Ta Velik, pa je bil že velika malo mrcina. preveč. Ena Ja. marcina je bila na sliki, dve Ena marcini. mrcina je bila na Dve sliki, marcini. dve mrcini sta bile Dve na sliki. marcini. Lahko nekaj povem, prejšnji teden sem bil v Mariboru. Po celem Mariboru, jumbo plakati, naroči svoj vroč To je pa koledar, 12 mesecev, ena legenda. Ja. Torej, za najin koledar Susko priporočaš tudi jumbo plakate po Gorici? Jaz bi rekel, da ja, samo moramo tudi malo paziti, da ni ob obvoznici, da se slučajno nekdo ne zaleti v rit komu. Evo, kako se boš zaletel, mogoče v nadaljevanju ima Suska zate najtežji kviz v zgodovini. Marija. Ostanite z nami. Jutranji Ja, pa tudi Suska tukaj in današnji Jutro. jutranji VIP gost Damjan Murko. Seveda, kdo lahko bolje in bolj realno oceni najin koledar z Susko, ki ga sva v soboto izdala, ne, kot tisti, ki A je že izdaja razprodan? koledar. Ja, smo na koncu. Smo na Veliko koncu. povpraševanja. Ogromno je. povpraševanja, No, me veseli. pa si nisem mislil, sem rekel, koledar, to je že sprano, še Murko, po Ja, mojemu ne zdaj še gre pa to. to ne. Ampak to je A res, vidiš, je ful hit. Res je hit in že 12 leto pri tebi, ne? Ja, 12 let. Aha, In moj sin je rekel, nekaj sem se pogovarjal, pa to je bilo 2-3 leta, sva se z ženo pogovarjala in sem jaz rekel, zdaj pa ta mal je že tako velik, ne ga bo v šoli zezal, zdaj pa več ne sme biti teh vročih koledarjev. In me mali tako pogleda in pravi, ati, a to pomeni, da mi več sploh ne bomo šli na morje. no, a vidiš? Se pravi, je dojel, da je to pravzaprav zelo Ima dobičkonosna stvar. podjetniško žilico po fotru. Biznis, ja. Ja, biznis. Bogu Ej, hvala. kako ceno si dal na enemu koledarju, jaz sem že pozabil? Oceno ali Oceno. Se me sploh nisi vprašal za oceno. Oceno, od 1 do 10 je? Ja, zdaj je 5, zaradi tega, ker ga mora prelistati do konca. Ok, torej lih polovico je Polovica. Še Tako. eno petico zraven. Kako bi ga recimo še izboljšala, ne, Susko? To, da sem jaz zraven. To, da si ti zraven, ok, dobro. za drugo Mislim, da bi leto. to bilo za drugo leto Okej. ena dodana vrednost, Ja. ampak procente meni seveda, Okej. ker je bila Seveda. moja ideja. Mimo grede ima slušalke, desi jih. 12-letna Lea ima zate tole vprašanje. Zakaj mi mama ne dovoli gledati tvojega koledarja? Ja, zaradi tega, ker ga da očijo za prelistati. Jutranji VIP gost na Radio Robin. Leto, rock and band, novo leto 20. To nisem jaz odpel, bi rad Ne, povedal. ne, ni, je bilo preveč poslušljivo. Ne? Niti ne. Ja, 20 do 10. Dobro jutro. Sandi Suska z vami, z nama pa današnji jutranji VIP gost Damjan Murko. Zakaj on Suska? Zato, da oceni najne koledarje Točno tako. za 2026 in ker ima veliko izkušenj s tem. Res je. Ja, ampak zdaj bomo preverili, koliko izkušenj ima Murko z Božičem in veselim decembrom. Je to tvoj najljubši del leta? Ja, je kar. Ja. Je kar. Meni so sploh ti prazniki zelo lepi, zato ker se družina zberno zaradi daril. Ne zaradi daril, ja. Pa une ure, nekaj dobi kar uro, Ja. recimo od enih politikov, pa tako, ne. Aha. Ja, evo, Nekaj bomo spet davčno. ja. Spet bo davčna. Vsak januar, ne, za Vsak nazaj. januar za Ja. nazaj gledajo. Ej, gremo. Pripravljen kviz, ja? Kviz? O Božiču. O Božiču. O prazniku. A je zelo težek, me je kar strah. Ni. Lej, sej ti si Božiček, tiček, to boš še Ja, zdaj to na boš ti roko. z levo Ja. roko. Kateri božični lik ima rdeč nos in vodi božičkove sani? Tu veš. Rudolf. To je Odlično. malca. To Čakaj. vem. Tako. A super. Kaj po tradiciji obesimo na vrata, da se potem ljudje pod tistim poljubimo? Če veš to. Tega recimo Sandi. Da, jaz ne vem. A je kaj zelenega? Je zeleno. Ni koledar od Murko. Ne, to ni, ne, ker pod mojim koledarjem delajo vse ostalo, samo voljubčkajo se. Ja, tako. Omelo. Omelo. Ja, žal Omelo. nisi vedel. Ja, gremo naprej. Ja, ma to je težka bila. Da, bila res Kako težka. se imenuje znana pesem, ki se začne z besedami Tiha noč? Tiha noč. A je to sveta noč? Tako a je. lahko malo zapoješ? Ne, ker sploh se ne začne za tiha noč. Sveta noč. In kje je zdaj tiha? Zdaj je tiha. Blažena Ne, noč. ni tiha. Zato, a ve, jaz sem vedel, kaj ti Zate misliš. pravilen odgovor? Zame je seveda Za pravilen odgovor, Susko za pa Susko napačen. ne. Tako. A ste vi ta rdeč doma? Zavajaš ljudi. Bi mogla znati, ojoj. Ja, bi mogla Bi znati. mogla, ne? Katera evropska država ima tradicijo Krampus?
Veš, ta To so, strašni. ja, a je to čez mejo našo bližnje. Jaz bi rekel, da je Avstrija. Bravo, jaz sploh ne vem, kako je vprašanje bilo tukaj. Zdaj pazi, ko Okej. smo spet tam. Katera žival po tradiciji je prisotna v jaslicah? Ja, jih je kar nekaj, ne? Ja, recimo. Ampak avčke so zihar, pa potem osu, Bravo. pa vem, da je bila ena kamela, sicer malo Tudi kamela, malo kasneje. Pa drugače, a je bil pa ne hecam se. Pravilno, Ja, odlično. In zdaj zadnje vprašanje. Katero darilo je po tradiciji najpogosteje podarjeno za Božič po svetu? Moj vroč koledar za leto 2026. Drugače nogavice, pa ne vem še kaj vse. Ampak tudi koledar. Bla, bla, bla. Evo, a se večkrat oglašiš pri zdravniku? Ko rabim zdravnika. Ko rabiš zdravnika. Jaz Rabimo zdravnika, ja, 15 manjka do 10, torkovo jutro, oziroma že počasi do povdne. Dobro jutro, dober dan, Sandi Suska z vami. In jutranji VIP gost Damjan Murko, ki ocenjuje najin koledar, menda ocena 5 za enkrat, ker je pogledal koledar sam do polovičke. junija. Tako, drugo polovičko v nadaljevanju, torej jutri poročamo 10, bo Suska, jaz si nadejam tole. Držimo Ha, pa pesti. vem. Ja. Zdaj, če bi mogel narediti en koledar, recimo Murko, z zgodovinsko tematiko, katero obdobje bi ti bil najbolj predstavljeno? Renesansa. Renesansa, Ja. renesančni zapeljivec, torej. Ja, si predstavljaš, to veš, kaj se vse dogaja, ali tako. en Bi imel čist full ruska. idej. Ja. Ja. Sicer bi se kdaj odločil za koledar cenzurirano, ne, za najbolj predane oboževalce, ampak da greš res do konca. Enkrat si imel neke cenzure. Ja, je bila cenzura, mislim, nikoli nisem pokazal čisto vsega. Ne? Ampak tokrat je na mojem koledarju nekdo drug pokazal čisto vse. Ja, to pa je res. To smo pa videli. Prej smo malo Ja. pošpijali. Kateri mesec maj? Mislim, da je maj, splača se ga kupiti. No? Ja, boste videli, kdo je tisti. Lahko pa povem, kdo je fotografiral vse slike. Avtor nekaterih tvojih Tako. uspešnic tudi. Tako, se pravi, jaz bom rekel, da je pravzaprav Miha Hercog en tak multipraktik, Aha. ki lahko naredi hit, lahko je super friend, pa še dober fotograf po novem. Fotograf, evo takole, ima dolge Objektive. Ja, ima dolg objektiv. Ja. Sicer je full Photoshopa pri tvojih teh zadevah? Nič. Pa naravno. Prej sem prav gledal, čakaj, A je to Murko ali ni? Čakaj, od koga koledar zdaj gledamo? Nisem prepoznal. Malo ga pa je, malo ga pa je. Hvala lepa, da si prišel in ocenil najin koledar. Sicer leto 26, kaj lahko pričakujemo? Ja, jaz bom rekel, da nov hit. A res? Ja, to se zdaj pripravlja. Ok, dobro. Malo sem zamenjal ekipo, ne smem povedati še koga. Je pa fanti z vaših koncev in vse upe polagam nanj. Najn, ja, tle so face fantje, ja. So, Tle. so fajn. Tle smo face. To drugače pa pripravljam še eno stvar, ki je še sicer v povojih. Ok. Na vašo srečo in na srečo poslušalcev pa ne bo glasbena. Hvala lepa, Z še veseljem. veliko uspehov naprej. Hvala lepa. Bova lahko mi dva zdaj pogledala še malo naprej koledar, brez da nama kaj še dodatno zaračunaš? Če ga pogledate, je 5 evrov, če ga kupite, je pa 30. Jutranji VIP gost na Radiu Robin. Makej si šel, radio